v stari zavezi pa novi zavezi je zanimivo kar 38-krat uporabljeno ime Etiopija. In eden najlepših tekstov je, če se spomnite, v apostolskih delih, ko je Filip krstil dvornika etiopske kraljice. In ta tekst je meni tudi zelo blizu, zelo močna simbolika. Kadar smo bili v Etiopiji, je bil Pavlos, tisti dvornik, in druga dva, pač kronist, pa Filip, smo se pa razdelili. To danes je, bo Petra brala kronista, Pavlos je dvornik, jaz sem pa Filip. Jaz gledam tako. Najlepši se reče miliste. Miliste. Gospod Evangeli govori Filipu z besedami: Vstani in odpotuj proti jugu, cesti, ki pelje iz Jeruzalema v Gazo. Ta cesta je zapuščena. Filip je vstal in odpotoval. In glej, etiopski eunuh, dvorjan etiopske kraljice Kandake, ki je upravljal vso njeno zakladnico, se je vračal iz Jeruzalema, kamor je šel molit. Sedel je na voz in glasno bral preroka Izaija. Duh je rekel Filipu: pohiti in pridruži se temu vozu. Filip je pritekel in slišal eunuha, da bere preroka Izaija. Vprašal ga je: Ali razumeš, kaj bereš? Ta je odgovoril: Kako naj bi razumel, ko me pa nišče ne pouči? Povabil je Filipa, naj stopi na voz in prisede. Odlomek iz pisma, ki ga je bral, se je glasil takole: kakor jagnje so ga gnali v zakol in kakor ovca ne da glasu pred tistim, ki jo striže, tako on ni odprl svojih ust. Eunuh je ogovoril Filipa in rekel: Prosim te, o kom govori tu prerok? O sebi ali o kom drugem? Filip je spregovoril: izhajal je iz tega mesta v pismu, nato pa je besedo navezal na Evangelijo o Jezusu. Ko sta potovala naprej, sta prišla do neke vode in eunuh je rekel: Glej, voda, kaj mi brani, da ne bi bil krščen? Filip je rekel: Če veruješ iz vsega srca, je to mogoče. In odgovoril je: Verujem, da je Jezus Kristus Božji sin. Velel je ustaviti voz. Oba, Filip in eunuh, sta stopila v vodo in Filip ga je krstil. Ko pa sta stopila iz vode, je Gospodov duh vzel Filipa. Eunuh ga ni več videl. Šel je veselo naprej po svoji poti. Svetopismo je prevedeno veliko jezikov. Posamični deli samo 2100, pa še več. In ta večer smo pa zaradi amharščine, materinega jezika, ki ga govori naš prijatelj Pavlos. No, v Etiopiji je krščanstvo večinska vera. Večina pripada izročilo koptske pravoslavne cerkve, potem so muslimani, medtem pa mi smo pa v manjšini. Ampak smo pa zelo, zelo dejavni na socialnem, karitativnem področju. Poglejte, samo 17 zelo velikih skupnosti sester Marte Terezije je. Tam v Addis Abebi je ta skupnost kot neka vas. Celoten areal. In kaj je posebno zanimivo, da nihče, kdo pride tja, da bi rekel, zdaj je pa zaprto, jutri pride. Vsak bolnik, ki prihaja tam, je sprejet. Bosta potem še Dimitrij pa Petra, ki imate zelo lepe izkušnje
na sestrami Mate Tereze več povedala. Tudi naše skupnosti salezijanske, 12 velikih skupnosti je, kamor lahko mladi prihajajo, ali za šolo, ali samo za hrano. In kaj je zanimivo, je to čisto vsaka redovna skupnost, ali so to frančiškanke, ali uršulinke, ali sestre Matere Terezije. Vse imajo domove za najdečke, sirote in teh otrok je zelo, zelo veliko. No, lansko leto, 4 mesece takrat, ko sem bil 150 km južno Sodo in tukaj so pa katoličani. In imeli so, kot bi mi rekli, duhovno obnovo za mladino, tista prispodoba, ko se spomnimo iz Svetega pisma, posebej so 50 pa po 50, tako je bilo, in katehet je imel Sveto pismo. Katehet je prebiral iz Svetega pisma in potem so se med seboj o tej temi pogovarjali. In jaz sem se rekel, ja, kje pa je tukaj gestalt in druge metode, ampak vam rečem, oni so bili povsem zraven vsebini, kar so pač je prebral katehet. Kar mi je še posebej nekje nadušilo, je pa to, potem, ko smo imeli nedeljo svetomašo in tista procesija, ko se je začela, no, samo v Klepajevo 1 uro, pa 4 je bilo zamika, ampak to nič ni delo, oni so dobre volje prepevali. In ko je bralec nosil knjigo Svetega pisma v amharskem jeziku, to je bilo tako slovesno. V plesu so prišli do ambona, cela, tak bi rekel, četa jih je bila in so se tam postrojili in so prepevali. In potem, pred evangelijem, ko so začeli Alelujo peti, mi je prišlo na misel to, v 68. psalmu, v 32. vrstici je tale stavek. V Etiopiji dvigajo ljudje roke Bogu. In vam povem, to je resnično, kot da bi nekje bilo danes napisano, kot da sem jaz potem, ko sem to videl, napisal, ta stavek se je čisto resničil, ljudje, otroci, prepevali in jaz nisem, ne vem kako, za kakšno karizmatično prenovo, ampak jaz sem padel v tisto dogajanje in sem bil eden izmed tistih ljudi. In potem, ko je duhovnik končal pridigo, sem s pomočjo prevajalke jim rekel, kar vas občudujem, da živite to skupnost in nam jo danes, tudi nam, ki prihajamo iz Evrope, podarjate. To delite vsega tega, kar imate, smemo biti deležni tudi mi. In pa še to, da dvigate roke Bogu. Ja, ta knjiga, ki jo držim v roki, to je najprej za Etiopca knjiga vere. Hkrati pa knjiga velikega upanja, saj že pregovor pravi, da če kaj bi umrlo v Afriki, bi upanje zadnje umrlo, ampak nikoli ne bo. In pa potem, to je knjiga tolažbe. Notri se oni najdejo in če vzamete tam pri sestrah Matere Terezije, v tisti arealu, v tisti vasi, tukaj so bolniki z AIDS-om, bolniki z tuberkulozo, ker so te visoke amplitude, Addis Abeba 2400-500 metrov visoko, noči so hladne, dnevi so mrzli, ljudje zaradi vsega, kar pa čija imunski sistem imajo zelo slab in druge tropske bolezni in tukaj dobijo dejansko to tolažbo, da lahko premorejo to njihovo življenje, trpljenje, bolečino prenašati.
Pa še nekaj, kar nam mogoče včasih manjka, to veselje, ki je tako nalezljivo. In jaz se vedno vprašam, jaz sem prepričan, tukaj imamo Pavlosa, mi zahodnjaki, mi razumemo od tega zelo, zelo malo. Ampak ta paradoks o vsem pomanjkanju hrane, vode, zdravnika, se pride po nekih statistikah 60-70 tisoč na enega zdravnika, pri nas nekaj čez 300. Kljub temu ti ljudje živijo veselo. In jaz sem prepričan, da oni v svojih 45 letih večkrat zaslišijo v srcu ta glas, ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, kot pa mi v tistih 80 letih življenja ali pa še več. In to moč jim je ta knjiga. Zakramenti, predvsem pa Evharistija. In pater Estifanos je sedaj inšpektor salezjancev, mi je pisal pismo, mi sem mu povedal, da zbiramo za ta projekt, pa piše tam, Jože, tolikokrat k nam in vsem redovnim skupnostim prihajajo ljudje in bi si želeli imeti to sveto knjigo doma kot dar, da iz nje prebirajo, da najdejo to veselje vedno znova, da usmerjajo svoje življenje po Bogu in če je mogoče, prosi ljudi, ki imajo dobro in odprto srce, naj nam omogočijo ta velik dar svetega pisma. Zato sem vesel, da smo mi tukaj zbrani kot neko jedro, ki skupaj pričuje za to veliko knjigo in na nas pa je, da bi jo še večkrat vzeli v svoje roke in jo, tako kot pravi tam Marija, da bi potem vsebino te knjige v tihoti razmišljali, predvsem pa po njej živeli. Mogoče še to, ena animatorka Adanič pravi, da ob večerih pride vsa družina skupaj, tak 10-12 otrok, in prebirajo svetopismo. Najbolj so jim blizu perikope, kjer se oni najdejo, kot na primer Kana Galilejska, ko hrepenijo po vsem tem in si mislijo, če pa nam tukaj ni dano v obilnejši meri, bomo pa tistega dne imeli večno gostijo. Ravno tako o Lazarju pa drugih perikopah se najdejo in pravi, da zvečer eden od bratov, sester prebere, oče pa mama seveda ne znata, in potem je zanimivo, da oče povzame besedo in on potem vodi pogovor o svetem pismu, o tisti perikopi, ki so jo prebrali. Tako, nakratko, sedaj bo pa naš Pavlos. Ker nisem jaz navajen v slovenščini podelati, sem nekaj stvari napisal, samo ko je Jože to sveto pismo dolgo držal, moram še eno besedo. Ko mi je moj oče, ko sem prvič Etiopijo zapustil, v letališču dal in ti si nekaj podobnega omenil, ko mi je to podaril, je rekel Pavlos, ko boš imel čas vsak dan, priberi nekaj stavkov, to bo tebi kot hrana, naravno.
kot hrana ima prav. Tudi če ne berem včasih, preden sem jo spoznal, jaz sem vedno sem imel pošteno. In vem, da me je spremljal vsak dan. Pa mogoče, jaz ne bom veliko govoril, ker Jože je veliko razlagal. Etiopija, ko delam v Avstriji po šolah, ljudje ne mislijo, da v Afriki tudi je krščanstvo, da je sploh. In jim razlagam, da poleg Armenije, kolikor vem, je Etiopija najstarejša dežela, ki je krščanstvo kot državna vera prevzela. To je četrto stoletje. Preden sploh krščanstvo v Evropi toliko bil razvit. Ja? In kolikor vem, tudi je Etiopija edina država, ki ima več kot 3000 različnih oblik križa. Recimo, to je eden, to je drug. Imamo 3 različne križe. En križ, kot je ta, je za hišo, da lahko pesimo. Druga vrsta je to, kar nosimo. In tretja vrsta je, kar duhovniki vedno pri sebi imamo. Ko duhovniki so spotoma, ki grejo okrog, otroci ali pa starejši, posebej otroci, tečejo za njimi in rečejo, prosim, gospod, jaz hočem križ poljubiti. To je, Jože ve, kako gre. In potem on vzame ven, potem tako približno. Ja. To pomeni veliko za ljudje, ker ima počasti skoraj to poljubiti od tega duhovnika. Ta vera nas spremlja vsak dan. Vidva sta bila v Etiopiji, dan se začne, tisti, ki to imajo dovolj denarja ali kakoli, z kavo. In preden začnejo piti kavo ali po kavi, molijo kratko in kako bi rekel, vsak dan se zgodi to, ko dan se začne, vsak človek se zahvaljuje, da mogoče da je še v življenju in da bo dan tudi nekak boljši dan. Pravimo pri nas, da bomo na desni strani, ker leva je bolj negativno in molijo. To je vsak dan, to doživimo. Tudi pred jedo in po jedi je molitev zelo obvezna. Tudi ko recimo kruh režejo, mora vsak človek nekako kratko moliti. Ja, v Avstriji, v Celovcu, tam, kjer živim, približno 14 let nazaj, je bil en etiopski filozof iz univerze, Addis Abeba je glavno mesto, in je rekel, vi rečete nam, da smo mi, Afričani ali pa Etiopci, zelo revni, pravijo, ne, mi nismo revni, revni ste vi, ker nimate čas za bolani, nimate čas za starejše ljudi, mi imamo čas, mi si vzamemo vedno čas, ker pač to je tudi to, kar Jezus, če mi verjamemo o Jezusa, potem moramo biti, Jezus je bil za drugi, za nas in moramo tudi od njega, če sploh njegove ime omenjamo, če križ nosimo, potem moramo biti pripravljeni za drugi. Če ne, tudi nam Bog, se mi zdi, vsakega en planet dal, ker je dovolj planet. Samo smo tukaj, da se mi zdi, da se naučimo, da to doživimo za drugega biti. Ja, pri nas, že mogoče ni omenil, sam cerkve je vedno polno. Ne samo polno, že zunaj so, ker noter ni dovolj placa, zunaj stojijo ljudje z megafonom po saj veš, kako je. Imajo, to sem rekel, še do daleč, ko recimo, kar mene se, ker gremo tu, mene predvsej zanima in nekako preseneča pozitivno, kako ljudje recimo 100 metrov, ko vidijo daleč cerkev, že začnejo pokloniti.
In si ne veš, nič ni, zakaj se pokloni ta človek, vedno to preden, približno 50-100 metrov in ko je mimo cerkve, potem neha. Drugače se pokloni nekateri, ne vem, če ste bili v tem taksiju, 10-12 ljudi, tam noter, ko je ta taksi mimo cerkve gre, vsi se pokloni, tisti, ki so krščani, muslimani, zidani. In tudi mi v avtu, ki se peljamo, če je na cerkvi to avtomatsko, se noben, mogoče, če se pogovarja in pozabi, drugače je zelo navada, da se poklonimo. In post, ne vem, če obstaja ena država, kjer je post tako močen, kot je v Etiopiji. Če se ne motim, malo sem pozabil, od 365 dni, približno v Etiopiji, skoraj 200 dni je post. Sreda in petki je vedno post. Post se reče, ja? Post pomeni veliko v Etiopiji, recimo vse mlečne izdelke ne bomo v teh dneh, ni važno, včasih 40 dni, tako noben mesa, nekateri ne spijo več v postelja, spijo v tle, da nekako čutijo, kar je Jezus, kako je on tudi trpel, to simbolizira temu, ja. Nekateri, ki imajo čas, ki so starejši, so do 15 ur, do 16 ur v cerkvi, kjer traja to dolgo in nekako, to se pravi, do 15, do 16 ur nič ne jejo, ko je preden pridejo nazaj domov. Ja, v Etiopiji ta vera je tako močna, da nekatere ženske, najbolj ste videli tudi punce, bojo tetovirani z križem, ali pa ves s križem. Včasih nosijo, tako je spoznaš, kdo je Kristus, včasih nosijo tudi obleke, ki imajo, sem sva pozabila samo prinesti, ki je križ oblik, ima nekako narisan. Ja, vera je za nas medsebojno spoštovanje, ljubezen, podpiranje in upanje tudi. Zato mislim, da je pomembno. Letos je za Etiopce en pomembno leto, ker včeraj sem ti rekel že the finding of the cross, ne vem, kako se to poslovensko. Mišljenje svetega križa. Kako najdelje svetega križa? Je ta, kako v Etiopiji to ljudje praznujejo, je tako neverjetno veliko in da UNESCO je to vzel kot dediščino. In zdaj, ker pred 3-4 dni je bil krst, tudi je veliko, neverjetno veliko, da najbrž naslednjič, mogoče v par leti, tudi UNESCO bo to praznovanje kot svetovna kulturna ali pa verska dediščina prevzela. Bi lahko veliko govoril, samo boste videli druge stvari tudi danes doživeli. Samo mogoče na koncu bom rekel za vse, kar delate, ker je to naša dolžnost, se mi zdi vseeno v imenu veliko, ki to dobijo v Etiopiji, mogoče bom rekel v mojem jeziku, betam Amesegnado. Si razumela? Amesegnado. Hvala lepo. Ja. Zdaj bomo malo više peti, ker je bil zame. Yes.
nekaj posebnega. Ko smo srečali ljudi na ulici ali pa ko smo se skupaj vozili na avtobus, mi je zanimivo, da so najprej pred imenom že spraševali, kaj je naša vera, najna vera. To je kot prvo vprašanje, da sploh prideš v stik z nekom. Ali pa tako tudi mi je bilo zanimivo, že takrat so bili, par let nazaj, tako te slike na mobitel, pri nas imamo tako sebe, ali pa prijatelji, ali pa dojenček, narava, karkoli, tam zmeraj skoraj vsak Marija ali pa Jezus na telefonu. Vera jim res nekaj pomeni na vsakem koraku, ker je že razlagal, ne vem, da se križajo, ko se peljemo mimo cerkve, to celo 3-krat, ne? Ker si tudi omenil post, sredo in petek, morate se res predstaviti, da to ni tako samo ljudi, seveda doma, ampak mi, naprimer, nismo doma jedli, smo zmeraj kakšno restauracijo iskali. Tudi vsako restauracijo, to morate se predstaviti, kakor cela Ljubljana, cela Slovenija, ob sredo ne boste najdli meso nikjer, ne bodo stregli. To je tako razširjeno, nepredstavljivo za nas, tako da mi bi se tako tudi rada, ko bi se še kdaj vračala. Zdaj mogoče glede delom. O tem, kar je rekel, mislim, jaz sem bil z eno skupino enkrat v Gorčan, ko je sebe in je bil pekel. Jaz tudi nisem mislil na to in smo vodili zrezek jest. In tam so ožaljeni, kako mi zahtevamo ali pa hočemo petek v petku meso jest. Oni so bili res zelo ožaljeni in smo morali se odpraviti, ker nismo mislili, da je bil petek. Ja, je res. Tudi tako, naprimer, ko smo šli mimo kakšno trgovino, ko prodajo te CD pa kasete, pa tako z glasbo, 90% nam je prijatelj razlagal, to so verske glasbe, potem pa šele nekaj ostali in tako naprej, ko greš na avtobus, versko glasbo in potem kdaj kakšno drugo, ampak večinoma tako prevladuje posod. Tako smo imeli občutek, da so zelo prijazni ljudi, a ne tako na začetku ne veš, pride nekdo pri tebi, pa ne veš, a hoče kaj od tebe. Malo si tako, ne veš, kako se obnašati prvi. Pol ugotoviš, da ta človek je čist tako. Si vzame čas, ima druge stvari, pusti ob strani in si vzame čas, da ti pokaže svojo državo, ker so tudi ponosni in imajo kaj biti ponosni, ker je tako zelo dolga tradicija in tako močna civilizacija. Zdaj, glede to izkušnjo, sva jih imela srečo doživeti pri sestri Mati Tereze. Tako zanimivo je bilo, da v bistvu spremljamo, kakor je Jože že povedal, vse. Ne samo, midva sta bila sicer bolj na vzhodni državi in tam je že pol Nižina, Diridava, to je druga največja mesta v Etiopiji. In tam so že precej več muslimani, kakor na platoju, se reče. Ampak ni glede na to izpremljeno vse. In to je bil en tak center, ki jih je bilo, tam je živelo 1500 ljudi, bolniki, stalni, plus vsak dan so prihajali od drugod, vsak dan so čakali na vrata. In za njih je bilo 5 sester. Samo. Tako da v bistvu niso imeli, midva niso bila niti veliko vstignim, ker so bili to je bilo od zjutraj, od molitve, ne vem, od 4 zjutraj do večerja skozi zaposlena. Ena je bila zdravnica, pa je imela to na čez, druga je bila kuhno na čez, seveda so pol tudi domačini zaposleni, da pomagajo, da se to vzpostavi. Midva so bila tako pol v tem velikem centru na začetku malo zgubljena, niso vedela kaj ne. Pol so nam rekli, dajte se sam dati malo svojega časa bolnikom, ker mi nimamo tega časa, mi smo samo 5 za 1500 in nimamo čas se z vsakom ukvarjati, samo pridemo, damo zdravilo, gremo naprej, ker skozi celo dan moramo hiteti. Tako da vzemite se čas, in pol so začela tako in z otroki, tako kakšne delavnice, da so pobarvali in tako naprej. In tudi starejšim pol masirali, umivali najprej, pa potem masirali in so bili tako hvaležni ljudi, ne vem, so pol tako še na koncu poljubškal najne roke, tako hvaležni in neverjetno, tako so vzeli v očeh, so bili.
pomaknilo. Tudi to, no, ker smo v bistvu kar dosti obadali s temi ljudmi. To je bil center za bolne in umirajoče, tako da so bili res taki dosti ubogi ljudje. Ampak tako, ne vem odkje, ampak me sem še vedno tako našla oziroma dobila neko moč, da sem tako recimo na to adoracijo pa mašem, ker mi je bilo tako fascinantno, da sem zmogla, ker tle je meni to tako dosti več, nažalost. Ampak tam, pa kljub temu, da smo bili utrujeni, se je vedno pojavila tista moč pa želja, da pač grem še zvečer v tisto preprosto hotelo sester, ki meni res izredno všeč pri njih, tudi ko sem bila v drugih državah pri njih, ko imajo samo po tleh tisto pleteno preprogo, pa skromen oltar. Takrat sem res začutila tudi za tako zelo močno povezavo s Bogom, sem se spet malo bolj najdla in to želje mi tako res ostalo, da bi se tudi v prejšnjem času v svetu znala tako ostaviti, kakor sem se tam. Na začetku, ko smo prišla tja, sem se počutila predvsej nekoristno, tako kot je že on rekel, sestre je bilo tako malo in se imeli čas še obadati z nami, 30 še ena prijateljica. Tako da ni bilo pa kazati, tukaj delamo se brez veze, nimamo konkretnega dela, no potem, ko so res razložile, ali pa, ne vem, so rekle, v Evropi se tako razveselite, posnamete, poslikate, ko otrok naredi prvi korak, je živka doma, vse tukaj pa pač sploh nobenih, recimo na opazi, da otrok shodi ali pa kaj. In da je že to zelo veliko, če smo tam z njimi, da čutijo to bližino pa naklonjenost. Tako da, no, potem, ko sem to sprejela, da je to pač čisto dovolj za ta čas, ker bo tam je bilo veliko prijetnih delati, sem se pač pustila, da je to v redu, če se pač tako dela nek načrt, pa kaj vse bi počeli. Bilo mi na začetku res težko, predvsem s temi res bolnimi ljudmi, jih tam masirati, Dimitrij jih je umival, pa prav. Ja, no, res, kar tudi ne veš, kako bi se obnašal, kakšen sočuten, mislim, ni tako poskušaš biti sam spet, da ni tisto usmiljanje v smislu, da so preveč, ne vem, usmiljali, da nič, mislim, ne bo še vse nekako tisto pogum umliti mi je bilo težko. Prav pogum ni bilo treba vedno, ko se spomnim naprimer na enega fanta, ki imel eno pomembnost nesrečo, vlak se je prevrnil in je vstal brez obeh nog in brez ene roke. Ampak je bil zelo, mislim, ne samo zelo pozitivno, pa celo družino je vstal brez družin. On je bil vsakič, ko sva ga srečala, nasmejan, pa je hodil na en tečaj za informatiko, pa še šah se skupaj igrala. Tako je bil tako dobre volje in pola, da mislim, kako smo mi lahko dali za kakšen dan slabe volje, brez razloga, samo nekaj nam ne gre. On pa tako zmeraj nasmejan, da dobre volje. Pa pravi svetopismo, tako svoje knjige. Ja, tako s sabo nosim. Drugi pa so bili eni še bolj, mislim, bogi z lajcem, ležali v posle, to v bistvu, to so rekli sestre, da čakajo samo na smrt, ki se približuje, nimajo več kaj narediti. No, meni je bilo res predvsem to zelo neverjetno, kako zmorejo s tokimi ljudmi to res upravljati, res neverjetno mi je bilo. Potem so tudi, recimo, smo kdaj sodelovali s tem ženskam, ki so pa šle se tja učiti, ena recimo je učila kaj plest, pa to, da so pa lahko prodajali, to je bilo tudi zelo tako spodbudno. Velikokrat so rekli tudi sestre, da pač prinesejo, mislim, da ko ženske zanosijo, da pridejo splavile, pa da potem jih sestre nekako poskušajo, da nejo, da nosijo, da bomo že poskrbeli za otroka in da res tako že tudi zelo veliko otrok rešile in da pa ravno take ženske nam pridejo tja pa in kakšno delo tako najdejo dostojno, da lahko otrok malo zrasne in jih čisto tako sprejme. Res neverjetna izkušnja, tako rada bi še kdaj kaj takega doživela. Imam še željo kamiti, se je stvar Blaša pojela po drugih misijonih,
ampak mi nekako zdaj bomo govorili, da imamo tudi tukaj kakšen misijon najprej, ker sosedi za narediti, tako so zdaj tukaj malo poskušava. Tudi kakšne, tako na vas, mislim, kakšne sosedi, tudi ni vse rozasto, tako se lahko tam kaj pomaga, pa kaj pekala pogosto, kakšen peciv speče, pa kaj pa pol ne se lahko sosedom. Tako, na take drobne stvari, kar je možno. Se mi pa tako res zdi, da bi bilo predvsem za mlade res, kar res potrebno eno tako, približno tako izkušnjo doživeti, ker res sem takrat, ne samo s to izkušnjo, tudi z drugimi res začela malo drugačno vse skupaj gledati. Res vidiš, da se ljudje dejansko borijo za preživetje, ne tako nekega malo panike namišljene, tako je. Da res dejansko zdaj pa bomo preživeli, bi bilo to res tak fajn spodbuda za boj, zato da sami da kar nekaj za brezvezi. Tako se pogosto zgodi, da jamramo, ko so tudi tak časi, da ni službe, pa to. Tam je pa vse drugačno, tako vsak dan se presenečen si na avtobus in pride nekdo slep, pa brez nog in se tako ima nekaj tle, nekaj obešenega, pa en pladen gor pa prodaja od vžigalnice do robške in tako se preživi, kako se borijo za življenje. Medtem, ko jaz slišim okoli sebe, kako nekateri mladi so tako vse brez volje, ne vem, kaj bi sam seboj, jaz bi tako tudi poslal za kakšen mesec dol, da bi videl, kako je življenje nekaj dragoceno. Če bi kaj ponovno. Pomembno je, da res nekako, da se čutimo, da lahko tudi mi pomagamo in da mislim, da smo nocoj začutili, kako je ta lakota ne samo po telesni, ampak po duhovni hrani v Etiopiji, ni tako močna in kako je prav duhovna hrana tista, ki daje ljudem upanje, ki res umre zadnje. Tako da se priporočam, da kdor zmore, da tudi daruje za ta projekt, ljudje v Etiopiji dvigajo roke k Bogu, ki ga skupaj z gospodom Jožetom pripravljamo v tej nedelji Svetega pisma. Tako da hvala lepo še enkrat vsem za udeležbo, hvala gostom in temu brati Sveto pismo.